Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Letos mineva 80 let, odkar je začelo delovati gledališče Toneta Čufarja na Jesenicah, obenem pa je 120-letnica od Toneta Čufarja, po katerih se imenujejo tradicionalni Čufarjevi dnevi. Sicer pa nam bo več zaupala direktorica gledališča Branka Smole. Branka, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Ja, tako je, Tone Čufar, letos je 120-letnica, obletnica, 120. obletnica njegovega rojstva in 80-letnica gledališča, ki nosi njegovo ime. Prav tako pa seveda po Tonetu Čufarju nosi ime trg, nosi ime šola na Jesenicah, tudi šola v Ljubljani, šola v Mariboru, tako so zaznamovani vsi kraji, kjer je Tone Čufar tudi bival in ustvarjal. No in zdi se nam res prav, da damo klobuk dol pred takim ustvarjalcem, po kateremu nosimo tudi ime. Zato smo se odločili, da bo 14. november, to je njegov rojstni dan, da takrat obeležimo vse te obletnice, tako v jubileji gledališča, kot tudi obletnico njegovega rojstva. Iskali smo kar nekaj časa in se odločili, da bomo postavili na oder Čufarjevo življenje. Seveda smo iskali tudi primerno osebo, ki bi to storila, in na koncu, kar po nekaj premislekih, pogovorih, dogovorih, našli, mislim, da čudovito rešitev, čudovitega človeka. To je Rok Sanda, mladi režiser, dramatik, ustvarjalec, ki je dobil že kar nekaj nagrad za to vrstna, bom rekla, zgodovinska, biografska dela. No in tako kot zdaj opazujem, kot se je on poglobil v življenje, v osebnost, v lik, v delo Toneta Čufarja, se verjetno še ni nihče doslej. Lahko rečem, da ga pozna do obisti. No in Rok ustvarja, nekako ta trenutek še ni do konca napisano delo v 3 dejanjih, ki bo zagledalo luč sveta oziroma naš Čufarjev oder premierno 14. novembra. Napisana sta trenutno 2 dejanji, igralci že delajo. Delajo sproti, poiskal je po poti avdicije tudi ustrezne like, pravi, da ima super ekipo in zdaj ustvarjajo. Tako da res, da rečem, z velikimi očmi in pričakovanji čakamo ta 14. november. V sklopu Čufarjevih dnevov se je včasih odvijala tudi Nova Gas, sedaj pa ste prišli na novi termin, to je bilo sedaj 8. in 9. maj in to je sedaj zaključeno. Kako se je odvijala Nova Gas? Ja, tako je. Najprej smo Čufarjevim dnevom pripojili Novo Gas, to se pravi v novembrskem času. V času korone in po korone smo ugotovili, da imajo mladi povsem drug tempo ustvarjanja kot pa recimo odrasle gledališke skupine, saj so vezani na šolski ritem, na šolsko leto, tako da takrat, ko se morajo prijaviti v septembru, seveda še nimajo ustvarjenih novih gledaliških del. Z prejšnjega šolskega leta pa jih tudi težko poberejo, kaj ti zadnji letniki odidejo. In zato smo prišli do te nove ideje, da je najbolj primeren čas za mlade april, maj, pred maturo, v bistvu čas, ko že ustvarijo v novem šolskem letu tudi novo gledališko predstavo. In res se je pokazalo, da je to kar pravi termin, tako da ga bomo obdržali tudi vnaprej. In 5. Nova Gas se je premierno odvijala v tem obdobju. Od 8 prijavljenih predstav je selektorica Branka Bezeljak izbrala 5 predstav, ki so se pomerile, pokazale na Čufarjevem odru 8. in 9. maja. Žirijo sestavljali Aleš Jan, Rok Sanda in Katja Stušek je
si je ogledala teh 5 raznolikih predstav, med njimi so bile tudi 3 avtorske, en musical, ena literarna klasika v sveži preobleki, tako da je bilo res užitek pogledati vse te stvaritve. Žirija je zapisala, da je opazila, da je med izborom, med gledališkimi stvaritvami močno zastopana tema odtujenosti. Namreč ugotavljamo, kako občutljivo mladi zaznavajo svet okoli sebe in kako močno potrebujejo varne prostore, kjer lahko to tudi izrazijo. In prav gledališče je ta varen prostor za njihovo izražanje in mislim, da je prav, ne samo prav, da moramo podpreti te njihove namere. No, kot žirija so bili navdušeni, tako so zapisali, nad entuziazmom igralskih ekip, nad njihovo ubranostjo in uglašenostjo, ki kaže na veliko zaupanja, skupnega dela, ustvarjanja, spoštovanja. Raznolikost so opazili tudi v uporabi jezika, od pogovornega, narečnega, celo telesnega, slenga in seveda izražali so se tako v verzih, kot tudi v slengu, kot sem že omenjala. Skratka, če pogledava na rezultate, nagrada za najboljšo predstavo v celoti je šla v Novo Gorico. Mladi oder Amo SNG Nova Gorica je prejel nagrado Nova Gas za najboljšo predstavo v celoti. Gre za avtorsko predstavo z naslovom Nimam problema. In res občudovanja vredna predstava, ki je požela precej odobravanj tudi strani občinstva. No, potem pa so podelili še pravzaprav kar vsakemu uvrščenemu gledališču po eno priznanje. In sicer priznanje za sporočilno močno avtorsko besedilo in izvedbo je prejela mladinska gledališka skupina Šmarje Sap za avtorsko predstavo Vsi smo fake. Priznanje za estetiko in funkcionalnost odrskega giba je prejela Gimnazija Jesenice, 4A za musical Mrtva nevesta. Priznanje za lepoto odrskega govora je prejela skupina V2 pri gledališču Toneta Čufarja Jesenice za avtorsko predstavo Eho Nihilus. Priznanje za precizen občutek za kolektivno komedijo pa je prejel Loški oder Škofja Loka za komedijo Martin Krpan. Torej, termin ostaja isti v naslednjem letu in prav gotovo se bodo prijavljali tudi druge skupine, druge šole. Za danes pa hvala lepa. Najlepša hvala tudi vam.